Sedaj bo sledilo predavanje Leona Deutscha, ki je doktorski študent na biotehnološki fakulteti. Zanima ga pri svojem preučevanju predvsem omika, in sicer mikrobna metagenomika in metabolomika, in pa preučevanje dolge neaktivnosti na človeško zdravje in mikrobioma. Pri svojem delu uporablja statistične analize velikega števila podatkov in različna orodja bioinformatike. V predavanju bo med drugim predstavil članek, ki je revolucionaren zaradi svojega drugačnega pogleda na anoreksijo oziroma na širše motnje hranjenja in na mikrobiom. Tako da lepo vabljeni kar na oder. Hvala. Torej, en lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem Leon. Pa za začetek najprej čisto osnovno, kaj mikrobi sploh so. Pač mikrobi so na tem planetu bistveno dlje kot mi, praktično od samega začetka tega planeta. Zato so tudi zelo zanimivi, ker so bili sposobni preživeti razne in zelo hude katastrofične razmere in oni so še vedno tle. Mi smo tle samo zadnjih 250 tisoč let, tako da smo iz vidika mikrobov precej nepomembni. Zdaj, če gledamo malo raziskovanje v sami mikrobiologiji, se je to začelo tam nekje konec 17. stoletja, ko so odkrili mikroskop. Namreč z čisto primitivnim mikroskopom so videli nekaj, kar obstaja, kar je očem nevidno in izgleda, da je kar živo. No, potem tam v konec 19. stoletja je recimo Robert Koch začel te mikrobe gojiti na trdnih gojiščih in nekako odkril, da en mikrob povzroča eno bolezen. Pol pa je to mirovalo, ukvarjali so se malo z mikrobi v okolju, ugotavljali so, kje rasel, kje ne rasel. Zelo hitro so ugotovili, da glih niso sposobni gojiti vsega, kar rase, kar bi moglo rasti. No, potem pa je prišlo obdobje sekvenciranja. In tam nekje konec 70. let se je Fred Sanger začel ukvarjati z sekvenciranjem in to so seveda tudi tisti, ki so se ukvarjali z samo mikrobiologijo, zelo hitro izkoristili in videli, da dejansko v čisto normalnih vzorcih obstaja ogromno nekih mikrobov, za katere niti pojma nismo imeli, da so tam. In v osnovi še vedno velja, da nekje 1% mikrobov lahko nagojimo, ostalih 99% lahko vidimo z metodami, kot je sekvenciranje. Seveda najprej so se ukvarjali z mikrobioto. Mikrobiota je čist izraz imena in priimkov raznih mikrobov. Torej vrste razne, tam pa, kjer živijo, med drugim tudi živijo v našem prebavnem traktu. Naslednji. No, zadnjih 5 let, ali pa rečemo lahko tudi 10, so se pa razvijale malo drugačne multiomske metode. Te pa več niso govorile samo o tem, kaj počne, kateri mikrobi so v samplih, ampak kaj dejansko tisti mikrobi počnejo, torej kakšna je njihova funkcija. Zadeva dejansko izvira tudi, najprej se zadeva začela delati na humanem nivoju, torej delali so genom človeka, pol so pogledali, katere proteine človek dela, katere metabolite človek dela, no potem se je pa zadeva razvila še naprej na mikrobiom. In zdaj seveda tle imamo eno težavo. V našem črevesju živi 2000 vrst mikrobov. Torej vseh 2000 mikrobov ima malo drugačen genom, delajo malo drugačne proteine, delajo malo drugačne metabolite in pri vsem tem je najbolj zanimivo to razmerje funkcionalnih genov. Torej genov, ki imajo neko funkcijo. Na en človeški gen pride nekje 1000 funkcionalnih mikrobnih genov in zato je pač tle ogromen potencial. Naslednji. Zdaj na tej sliki vidite eno ogromno mapo, nek zemljevid, malo spominja na letališče, bi lahko rekli. Dejansko je to prikaz vseh metabolnih poti v človeku. Zdaj, nekatere med njimi so obarvane rdeče in tiste pripadajo mikrobom. In brez njih dejansko človek ni sposoben dovolj zdravo funkcionirati. Naslednji. In seveda mnoge te metabolne poti lahko vodijo v neke težave, ki se jim reče neprenosljive bolezni ali pa tudi kronične bolezni. Naslednji. Seveda so take ugotovitve zelo hitro rezultirale v ekspanziji mikrobioloških študij.
Z mikrobi se praktično ukvarjajo vsi raziskovalci, poljudno-znanstvene revije, pa tudi malo manj znanstvene revije. Naprej. Mikrobi so naenkrat postali rešitelji vsega. Naprej. Ena izmed možnih vsi, ki se pojavlja v mikrobioloških študijah, je tudi os gut-brain axis oziroma os možgani črevesje. Gre dejansko za komunikacijo med mikrobnimi produkti in pa možgani v obeh smereh. Naprej. Seveda je pa kompleksnost tega malo večja. Torej, mi neko hrano pojemo, ta hrana je hrana tudi za naše mikrobe. In glede na hrano, ki jo mi pojemo, pač naši mikrobi se s tem prehranjujejo naprej in delajo razne sekundarne žolčne soli, kratkoverižne maščobne kisline, razne neurostimulatorne molekule, kot so GABA, serotonin in tako naprej. Ker pa to še ni dovolj, da imamo mi enega mikroba, ki bi delal maščobne kisline kar tako. Pač en mikrob dela acetat, en mikrob dela propionat, pol en mikrob dela iz propionata butirat, en dela iz acetata butirat. Imamo pa na drugi strani tudi mikrobe, ki lahko delajo malo manj prijazne molekule za naše črevo. To so razni toksini in pa peptidi. Naprej. Ti precej negativno vplivajo predvsem na našo intestinalno bariero, kar pomeni, da lahko pride zelo hitro do nekih vnetnih procesov, če je teh molekul preveč. Naprej. Zdaj, sama anoreksija je precej problematična bolezen, namreč gre za ekstremno nizko težo, ima nizki odstotek ozdravitve, še vedno je problem visoke smrtnosti in pa pri veliki večini prihaja do konstantnih ponovitev tega problema. Naprej. Zdaj seveda se vedno sprašujemo, ali je to psihološki ali metabolni razlog. Zdaj v anoreksiji ni čisto jasno, kaj je tisto glavno. Mnogi so pa potem seveda rekli, nekaj je verjetno na teh mikrobih. Naprej. Zdaj seveda je znano, da mikrobi proizvajajo razne molekule, rečemo jim bioaktivne snovi, ki lahko vplivajo po raznih mehanizmih znotraj telesa na naš apetit. Zdaj, če so te molekule niso glih tiste, ki bi bile v ravnotežju, lahko povzročajo neke odmike od nekega normalnega telesa in povzročajo ali anoreksijo na eni strani, ali pa debelost na drugi. Naprej. Zdaj, kar se tiče anoreksije, smo precej na začetku mikrobioloških študij. Veliko se je delalo recimo na intestinalnih boleznih, zdaj sama anoreksija je pa raziskana tam nekje 30 študij je bilo delanih. Naprej. Problem pa predvsem tem je, da dejansko ni čisto znano, kakšen je mehanizem mikrobov. Znano je sicer, da prihaja do tako imenovane disbioze. Disbioza je dejansko mehanizem, ko se pride do porušenja neke normalne zdrave mikrobiote in to lahko rezultira potem v raznih boleznih. Zdaj, sama mikrobna disbioza se pojavlja tudi pri rakastih obolenjih, pri debelosti, pri diabetesu, v glavnem pri vseh boleznih, ki jih povezujemo z samimi mikrobi. So sicer imajo neke ideje, da nekateri mikrobi bi lahko bili povezani z samim stanjem anoreksije, to je recimo ta Methanobrevibacter smithii ali pa tudi Akkermansia mucinifila, vendar problem je, da so to mikrobi, ki so tudi drugače prisotni v vsakem posamezniku. Torej, sama prisotnost takega mikroba v vašem črevesju še ne pomeni, da boste vi za tem mikrobom seveda zboleli. Naprej. Jaz temu rečem malo tako, telefonski imenik, naštevanje raznih mikrobov in pol seveda vsaka študija reče malo drugače. Ene študije pravijo, ja, ta mikrob sigurno vpliva, drug mikrob ne glih, ne ve, verjetno ne vpliva. Zato je pač problem malo drugačen. Naprej. Na mikrobe moramo začeti gledati iz njihove funkcije. Torej, celokupen ta sistem mikrobni, kako funkcionira v primerjavi z našim telesom. In en model v anoreksiji je razvit. Naprej. Torej, v osnovi prihaja do nekega stresnega dejavnika,
ki povzroči naprej tako imenovano disbiozo, torej porušitev te neke zdrave, normalne mikrobiote. Naprej. To seveda vodi v tako imenovano puščajoče črevo, naprej, kar seveda rezultira v tem, da nekateri produkti, kot so toksini ali pa neki peptidi, začnejo prehajati tole črevesno bariero, grejo na drugo stran črevesja in tam sprožajo razne citokinske nevihte. To so tipični imunski odgovori, ki povzročajo vnetja, naprej, in to seveda vodi v neko nizko stanje, intenzivno sistemsko vnetje. Naprej. Zdaj, problem te študije je predvsem ta, da so delane na premajhnih vzorcih. Vedno bolj se zavedamo tega, da pač 100 ljudi znotraj ene študije v mikrobiomu, v raziskovanju mikrobioma ni dovolj. Veliko študij je delanih tudi na raznih laboratorijskih miškah, rečemo jim germ-free miške. To so dejansko miške, ki so bile skotene v popolnoma sterilnih okoljih, v njih se potem da mikrobiota, za katero mi menimo, da lahko povzroča neko bolezen, in potem se te miške opazuje, kako pač živijo. Zdaj seveda problem pri sami anoreksiji je lahko tudi konstipacija, torej zaprtje, ki se kaže, in vzorčenje takih fekalnih vzorcev lahko zelo predstavlja problem. Namreč ni vseeno, ali mi vzorec za sekvenciranje vzorčimo iz sredine samega fekalnega vzorca, ali postrgamo samo malo na strani. Rezultati takega sekvenciranja so lahko popolnoma drugačni. Zato, ker različni mikrobi živijo na različnih lokacijah znotraj fekalnega vzorca. Naprej. Pri tem se seveda postavljata zelo dve pomembni vprašanji. Ali je dejansko sprememba mikrobioma vodila nastanek anoreksije, ali je pa anoreksija kot taka povzročila spremembo mikrobioma. In na to zaenkrat še ne znamo podati odgovora. Zdaj seveda, tle je zelo pomembno, kot sem prej rekel, velikost vzorcev. Znotraj same študije rabimo večje skupine, da lahko potem iz večje količine podatkov lahko pridemo do nekih bolj normalnih in bolj statistično signifikantnih odgovorov. Naprej. Zdaj seveda to je čisto poenostavljena skica našega mikrobioma. Naprej, še kar naprej. In vsaka vrsta znotraj tega mikrobioma ima torej nek svoj metabolom, nek svoj genom. In seveda, če je ta mikrobiom popolnoma zdrav, stvari enostavno funkcionirajo. Naprej, še naprej. In seveda v takem konceptu tista paradigma en mikrob, ena bolezen ne deluje več. Ker je enostavno zadeva preveč kompleksna. En mikrob ni dovolj za pojav neke take precej metabolno zelo hude bolezni. Naprej. Tle še ni konec. Na sam mikrobiom vplivamo zelo močno tudi mi. Naprej. Torej, odvisno je to, na katerih geografskih lokacijah živimo, kako se prehranjujemo, na kakšen način se rojevamo. Zdaj, če je recimo carski rez, polje naša mikrobiota že v osnovi popolnoma drugačna, kot če gre za vaginalni porod. Popolnoma drugačna je, ali smo pod stresom. Popolnoma drugačna je mikrobiota, ali smo dojenčki, ali smo 75-letniki. Zelo različno je, ali se gibljamo, ali večino časa samo sedimo in se prehranjujemo z neko visoko maščobno prehrano. Naprej. Zato se tle, pa ne samo na področju anoreksije, tle se pojavljajo popolnoma enaka vprašanja na čisto vseh boleznih, ki jih trenutno povezujemo z mikrobiomom. Kdo je kriv? Ali je mikrob, ali je celoten mikrobiom, ali je posameznik, ali pa je nekje vmes. Naprej. Zdaj, samo zdravljenje anoreksije seveda poteka čisto tako, da zdravniki za neko terapevtsko prehrano skušajo dvigniti težo posameznika nad 18,5. Tle pa pride do enega problema. To je visokokalorična hrana, ki mikrobom to predstavlja šok. Oni so pač živeli v nekem tem nizkokaloričnem okolju, nekako so že preživeli,
pol pa naenkrat jih zabijajo z nekimi visokokaloričnimi molekulami in one, pač bakterije same, reagirajo popolnoma nasprotno. Pride do istega odgovora, kot je v stanju debelosti. Torej spet dobimo vnetje. Zdaj, pol so pa nekateri raziskovalci se začeli razmišljati o tem, kaj pa če bi mi ta mikrobiom malo izkoristili pri zdravljenju naprej. In tle so nekako tri različne poti. Prva je sicer uporaba živil, ki spodbujajo razvoj mikrobiote. Gre dejansko za molekularno zelo natančno opredeljena živila, ki spodbujajo, da se pač neka mikrobiota normalno razvije. Zdaj, ta zadeva deluje pri otrocih z podhranjenostjo. Za anoreksijo so rezultati tako. Ni še čist natančno definirano, zato tudi sam WHO tega področja uporabe glih ne svetuje. No. Naslednja je tako imenovana fekalna mikrobna transplantacija. Gre dejansko za to, da se vzame nek zdrav fekalni vzorec enega donorja, se ga sprocesira in se ga potem vstavi v samo črevo, kjer se počaka, da se mikrobna združba v tem črevesju pacienta razvije. Zdaj, tle je spet problem najti tistega pravega donorja. Ni nujno, da je genetsko enak, lahko gre za pač ljudi, ki živijo v popolnoma enakem okolju, se prehranjujejo z dosti podobno hrano. In problem je pri fekalni mikrobni transplantaciji, da to spet ni trajna rešitev. Vsake toliko časa je dejansko potrebno ponavljati. Naprej. No, potem so pa seveda probiotiki in prebiotiki. Prebiotiki na nek način so živila, ki spodbujajo razvoj neke normalne mikrobne združbe. Na drugi strani so pa probiotiki že fermentirani izdelki, ki vsebujejo te mikrobe in ko jih zaužijemo nekako isto tako spodbujajo razvoj neke normalne mikrobne flore v notranjosti. Obstaja tudi en izraz psihobiotiki, to so pa večinoma isto tako probiotiki z nekaterimi vrstami, ki nekako pozitivno vplivajo na os gut-brain axis. Naprej. Zdaj, naprej. Danes smo pač le, kjer smo. Verjetno vam je iz predavanja postalo dosti jasno, da ne vemo čisto, kje smo. Zato so potrebni mnogo večji projekti. Eden izmed takih je glih kar poteka. To je Million Microbiomes from Humans Project. Gre dejansko za projekt, katerega namen je zbrati 1 milijon vzorcev po celem svetu, jih analizirati na popolnoma enak način, uporabiti popolnoma enake sisteme vzorčenja in dejansko bo ta projekt potem predstavljal neko bazalno raven globalnega mikrobioma. V njega bodo všteti tudi nekatere bolezni, in na to nam bo omogočal, da lahko dejansko znotraj teh bolezni primerjamo, kakšne so seveda razlike med posameznimi mikrobiomi. Zdaj, problem takih ogromnih projektov ni vzorčenje, ni analiza, oziroma je analiza, ampak tista statistična. Tle rabimo praktično najmočnejše superračunalnike, ki so trenutno na svetu, da lahko tako množico podatkov lahko v nekem doglednem času tudi obrnemo. Naprej. Zdaj, del tega projekta smo od letos tudi mi, če se malo pohvalimo, pod vodstvom mojega mentorja, profesor Blaža Stresa. Zraven sta še profesor Boštjan Murovec in pa profesor Damjan Osredkar. Naprej. Zdaj pa, kaj je osnovni namen takih projektov? Naprej. Namen je prihodnost. Namreč zelo nekateri čistko pilotni projekti nakazujejo na to, da bi z uporabo mikrobioma na eni strani, genoma, humanega genoma na drugi, krvnih testov in pa konec koncev tudi parametrov, ki jih beleži danes vsak telefon, lahko šli do tega, da bi te podatke lahko modelirali in naredili neke klasifikacijske modele, na podlagi katerih bi se dalo potem ločiti bolne od zdravih. Naprej. Zdaj, nekaj takega mi že počnemo, sicer na bistveno manjšem deležu vzorcev, samo 5000 vzorcev imamo, in smo že naredili neke zelo uspešne klasifikacijske modele, kjer na podlagi taksonomije z nekje 90% učinkovitostjo
lahko rečemo, da se nek mikrobiom uvršča v skupino bolnih oziroma v skupino zdravih. Naprej. V tem koraku smo šli še naprej in smo probali modele klasificirati tudi glede na bolezen. Tle je pa učinkovitost bistveno slabša in to je lahko posledica tega, ker enostavno nimamo dovolj vzorcev znotraj posameznih skupin. Pomeni, da bi mogli imeti teh vzorcev več in nekje jaz računam, osebno jaz celo verjamem v to, da nekje v roku 10 let bodo taki modeli čisto normalno uporabni tudi v okviru diagnostike. Naprej. Zdaj pa organizatorji so me malo prosili, če dam neko idejo, kako izboljšati svoj mikrobiom. Ja, tukaj ni najbolj enostavna naloga. V osnovi isto, kot je rekla moja predhodnica, torej mediteranska dieta. To je dejansko dieta, na kateri je zadnjih 4-5 let bilo narejenih največ tudi. Kaj je značilno te diete je, da vsebuje ogromno sadja, zelenjave, polifenolov in bistveno manj procesirane hrane, maščob, nekih sladkorjev, kar pa tudi seveda ima veliko vlaknin. In to vse skupaj vodi v neko simbiozo mikrobov z nami. Na drugi strani imamo zahodno prehrano, ki je pa zelo močna po količini maščob, nekih procesirane hrane, ker je pač se nam ne da kuhati ali pa nimamo časa, pa nam je raje vzeti tam en sendvič, ki pa lahko vodi zelo hitro v pojave disbioze, torej v porušitve mikrobov. Naprej. Oziroma, če čisto enostavno zaključimo, vrniti se moramo 80 let nazaj, torej k našim dedkom in babicam. Jedli so bistveno bolj zdravo, jedli so zelenjavo, jedli so sadje, bistveno manj maščob, procesirane hrane niso imeli nič, ogromno so se gibali, bili so tudi bistveno manj pod stresom, pa malo več so spali verjetno. In dejansko študije kažejo, da je njihov mikrobiom bil bistveno boljši in bistveno bolj orientiran v zdravo smer, kot pa naš mikrobiom. Naprej. Še naprej. Zdaj pa seveda za konec se moramo zavedati nekaj. Faktorjev je ogromno. Zdaj, že samo na mikrobnem nivoju, če gledamo če naredimo analizo enega vzorca, dobimo mi nekje 1000 taksonomskih enot, nekje 2 milijona genov, nekje 800 000 encimskih reakcij, nekje 50-60 tisoč metabolnih poti. Ampak to je sam mikrobiom. Imamo seveda še neko genetiko, ki je naša, pol naš način življenja. In če vsi ti sistemi, ki so dosti kompleksni, začnejo komunicirati z drug drugim in so normalno sodelujejo, imamo neko tako mrežo. Zadeva dela. Naprej. Pa zelo hitro moderen človek pade pod nek stres, se malo zapusti, se ne giblje dovolj, začne malo več sladkarij žreti in začnejo te nitke malo pokati. Zdaj, tle so stvari še dosti jasne in se jih da rešiti. Dejstvo pa je, da dostikrat tega ne vidimo, noben od nas. Naprej. In zadeva lahko zelo hitro vodi v nek kaos. Torej v totalno porušitev sistema in nastanek bolezni. Potem pa seveda nazaj pot ni več tako enostavna in najprej je treba seveda od mnogih tisočih in tisočih dejavnikov odkriti, kateri od njih je vzrok in kakšna je povezava med njimi. To je bilo z moje strani vse. Hvala. Najlepša hvala za vaše predavanje. In prejeli smo tudi nekaj vprašanj. In sicer, anoreksija se lahko obravnava tudi psihoterapevtsko, ali bi se lahko razmišljali v smeri, da se psihoterapija korenito spreminja tudi mikrobiom in ne le možgane? Ja, pa ne. Mislim, zaenkrat ni dovolj znano, kar se tega tiče. Dejstvo pač je, da komunikacija med možgani in mikrobi je obojestranska preko vagusnega živca.
In dejstvo je tudi to, da je znano, da mikrobi sproducirajo neke GABE pa serotonine, vendar dejstvo je tudi to, da so to molekule, ki ne prehajajo možganske bariere. Zato zaenkrat še ni točno znano, na kakšen način, oziroma potrjeno, na kakšen način bi lahko mikrobi vplivali na samo možgan, na naše obnašanje, na kognitivne sposobnosti. Zaenkrat smo na tem nivoju res na nivoju taksonomije. Torej, pogledali so, ja, neke vrste korelirajo, druge vrste ne korelirajo. To, da bi pa poznali dejanske mehanizme, kako, kateri mikrobi vplivajo na naše možgane, tam pa smo še daleč po mojem, oziroma še kakšnih 10 let nam bo potrebnih. No. Hvala. Naslednje vprašanje. Ali je mikrobiota povezana z raznoraznimi intolerancami in alergijami na hrano, ki se čedalje bolj pojavljajo v populaciji? Ja, sploh v starejših obdobjih se vedno bolj kaže, da so tudi mikrobi tisti, ki nekako korelirajo z pojavom samih laktoznih in podobnih intoleranc. Ja. Zdaj rešitve pa največ tudi se še vedno dela na nivoju probiotikov. Je pa pri probiotikih tudi to, da ni vsak probiotik za vse. Ne? Torej še vedno tudi na tem nivoju bi bila potrebna personalizacija za vsakega človeka posebej. Hvala. Potem eno vprašanje glede tega, kar ste omenili v vašem predavanju, in sicer zakaj način poroda vpliva na mikrobiom in pa kako? Aha, ja, dobro vprašanje. Dejansko je tako, ne, pri carskem rezu dojenček pride v stik najprej z mikrobi, ki so na koži. Ne. Torej ne z tistimi, ki so v vaginalnem traktu. In zato recimo ponavadi so bifidobakterije tiste, ki nastopijo v dojenčkovem prebavnem traktu, v teh primerih pa ne. V teh primerih pa, v primerih carskega reza pa gre dejansko za te bakterije iz naše kože, ki lahko že na samem začetku začnejo potencialno povzročati neke probleme v smislu nekega sistemskega vnetja. Hvala. Imamo čas še za eno vprašanje. In sicer, ali lahko bolni mikrobiom kaže na specifično bolezen ali je zgolj pokazatelj prisotnosti bilo katere patologije? Bolni mikrobiom trenutno lahko, kot je bilo rečeno v predavanju, zelo jasno lahko rečemo, da nekako odmik od nekega zdravega mikrobioma poveča verjetnost za neko bolezen. Zdaj, da bi pa točno napovedali, katero bolezen, tle smo pa zaenkrat še predaleč, oziroma na znanstvenem nivoju vedno lahko govorimo o 80–60% napovedovanja, kar pa seveda ni dovolj za neko diagnostiko. Ne. V redu, najlepša hvala za vse odgovore in predavanje. Imamo še eno malenkost.